Kako na družbene medije gledajo ljudje iz različnih zornih kotov, z vidika podjetja, posameznika in agencij, nam bodo zaupali Jasna Suhadolc, svetovalka za online komunikacijo v podjetju Virtua in Darja Počič, vodja blagovne znamke Kokta. Med nami pa je tudi Eva Vrtačič, predavateljica s Fakultete za družbene vede in Matevž Kajnšek, kreativni direktor na Renderspaceu. Okroglo mizo bo vodil Matej Špehar, strokovnjak za družabna omrežja. Izvolite. A se slišimo? A dela? Zadnja vrsta se slišimo? Zadnja vrsta, prva vrsta je še fraj, tako če koga zanima. A zihar se ne slišimo? Ja, mikrofon prav dela, no, upam, da se sliši. Živa, jaz sem Matej, tukaj je Matevž, zdaj že takoj na začetku napako naredil, da sem najprej edinega moškega poleg mene predstavil najprej bi mogli punce. Kje naj začnem? Eva, ki me je ta prva potrdila na Facebooku včeraj, ki sem requestil, potem Darja in Jasna. Tukaj smo pa zato, da se družimo, tako kot se družimo na družabnih omrežjih, socialnih medijih. Jasna, kakšna je sploh? Namreč poteka že ne pol leta vojna, kako se te stvari sploh reče. Socialni mediji je tako malo, kot bi bila neka revščina na internetu. Jasna, ampak mikrofoni že delajo mogoče. Probimo tega. En, dva, mic check dela. Kako se uradno sploh reče te stvari? Mislim, da se dela. Zares se nismo zedinali, bi rekla. Večina, v bistvu ne vem, kaj večina uporablja, no? Bom rekla, kaj jaz uporabljam. Pa nas uporabljamo predvsem spletne družabne omrežja, ko govorimo o teh popularnih mrežah, kot so Facebook, Twitter in podobno. Družbeni mediji pa uporabljamo takrat, kadar govorimo o nekem tem novem načinu participatornega komuniciranja, ki spreminja družbo, odnose med nami in podobno. Ampak v resnici, jaz mislim, da socialni je res najmanj ljub, zato ker ima pač neko tako negativno konotacijo, ali pa sploh napačno konotacijo, ampak družbeni družabni, v bistvu kaj želiš povedati, ampak mislim, da je družbeni mediji pa spletna družabna omrežja kot neka podmnožica, se mi zdi, če so kaj. Tle moram reči, da se skozi kregamo, so družabna, so družbena, socialna smo že nekako dali na stran, da mi nismo socialni problemi, ki smo na Facebooku, Twitterju in vseh ostalih omrežjih. Me pa zanima, Darja je najbolj pri stvari, kar se posla tiče. A si lahko zdaj od lokalnega mesarja do številke 1 ta trenutek na slovenskem Facebooku, Kokte in vse, kar je vmes, sploh prvošmo, da nas ni na spletu. Aj paštete, Dari, po mojem mož pažgati, pol dela. En, 20. No, tako, glede kanalov komuniciranja, vsako podjetje oziroma vsaka blagovna znamka naj bi izbirala komunikacijske kanale glede na to, kaj želi s komunikacijo doseči, oziroma katere cilje pravzaprav skozi svoje poslovanje dosega. Zdaj, internet, če bom kar posplošila, je dejansko eno od najbolj fajn orodij, zato ker relativno hitro dosežeš veliko ljudi in jih, se pravi, daš na internet in kdo te išče, te lahko najde. Če pa damo vse skupaj v kviz, da ali ne, si lahko prvožimo, da nas ni na spletu? Zelo težko. Se pravi, to bi res, o tem sem prav razmišljala, to bi moglo biti res neko podjetje oziroma neka dejavnost, kaj jaz vem, mogoče kaki ljubisti 1 na 1, so verjetno podjetja, ki dobro, mislim, ki na drug način pridobivajo stranke in dobro delajo, ampak če pa presojam iz vidika fast moving consumer goods, se pravi, izdelkov široke potrošnje, kamor sodi Kokta, pa absolutno ne. Brez interneta, mnogo. Matevž, imate kakšnega klienta, ki mu rečete, sorry, vi pa niste za na splet. Dajte, ne vem,
klasični marketing raje brati? Ja, mislim, so takšni klienti. Vedel bom anekdoto z Lukom Čosičem, tam je taka zelo pri srcu. Vsi poznate Luka Čosiča, ali pa bil je 3 leta nazaj zelo popularen, zdaj malo manj. On je nekoč dobil klienta Valen Novak knjigarno, prišli so do njega, ona dva sta frenda in so mu rekli, da ne naredi neko spletno strategijo in on je naredil to spletno strategijo, za katero smo mu plačali in ona je pač, ta dokument je bil prazen, ne? Ker se pač Valen Novaki ni splačalo iti na net, no? Ker pač to simpli ni bilo smiselno na nekakšen način, ne? In tukaj je pač narejen research, ki je pač to dokazal, da pač to ni pametno. Tako da, take primeri so. Rekel bom, no, ni jih izjemno veliko, ampak se kot je Darja omenila, ne, pač obstajajo tudi firme, ki nočejo biti na netu, ne, ki se branijo tega, da bi bili na netu. To so ponovadi veliki konzorciji, to so ponovadi veliki holdingi, ki pač nimajo te želje razkrivati informacije, ki tam pač v bistvu noče biti, ne, in pač veliko takih podjetij, ki tam niso, ne. Tako da zdaj naši klienti, ki bi jim rekli, da naj ne bo na netu, ne bi bili več naši klienti, tako da se to pač ne dogaja pretirano pogosto, se pravi tisti, ki pač približno vejo, pač prihajajo do nas ali pa pač mi hodimo do njih, tako da teh primerov ni veliko, se pa pač seveda pojavijo nekateri, kjer pač rečemo, dajte delati raje televizijo, ne. To, recimo, če nagovarjaš starejši ljudi, potem pa rečemo, pejte na televizijo ali pa v časopise, ne. Tako da so taki primeri. Jasno misliš, da je pametno nekemu Vegradu, da gre zdaj na Facebook? Mislim, obstaja kakšna strategija, da bi Vegrad uspel na Facebooku, pa da ne piše Vegrad hate page, ampak Vegrad page? S hate page-om je večja verjetnost. Facebook je definitivno samo eno od orodij. Mislim, da se ga včasih celo malo preveč poudarja. Odgovor na tvoje vprašanje je vezan na komunikacijsko strategijo njihove, ne vem, PR službe, če imajo. Zdaj verjetno nimajo, ampak pač agencije, s katero so delali, ampak seveda na tak način izpostaviti v take situacije. Mislim, da ne vem kaj povedati. Krizna komunikacija, pa družabna omrežja so odličen par, kadar ti to buildeš že prej. Tega ne moš narediti z danes na jutri. Če imaš že krizo, boš zelo težko nekaj naredil, vzpostavil in dobro komuniciral, ker nimaš nekih followerjev, v Vegradovem primeru tudi zelo težko imaš kakršnokoli podporo glede na situacijo. Tako da, če je kviz odgovor, potem je ne. Darja, kako, recimo, da osvežilnih pijač je dan danes ogromno, koliko tam sicer bogato zgodovino, kako postati opazen na spletu in se ne zgubiti v množici tisočih brezalkoholnih pijač, ali so rumene, oranžne ali pa črne barve? Na spletu je v bistvu tako kot na trgu, a ne. Kokta je unik izdelek že na samem trgu, tako po svojih lastnostih, ki so naravne, tako po komunikaciji, ne nazadnje 60 let bo stara, drugo leto, že prve komunikacije so bile, ne vem, v Planici, ki so bile revolucija za tisti čas, kot so deklice lepo oblečene hostese, tako rekoč, in z gajvicami delile koktel. In se pravi, ne gre za splet, gre za izdelek, za produkt. Če je kakovosten izdelek, ki je pravilno pozicioniran, da pač pozicioniraš tisto, kar je tvoja prednost oziroma tisti benefit, zakaj ljudje posegajo po njem, potem je ta strategija oziroma to lahko prenašaš na vse medije, mislim, skozi vse medije in potem se ta razlika vidi. Se ti potrošnik ti to vrača. Mateoš, glede na to, da si verjetno tukaj domač tako na klasičnem www spletu in na vseh ostalih socialnih omrežjih, družabnih ali družbenih, čist primerjava klasičen splet proti social mediji. Gre za konkurenco ali sinergijo? Mislim, gre lahko za oboje, ne? Lahko je pač to konkurenčno, lahko je pač sinergično.
že spet odvisno pač od nekega komunikacijskega načrta, ki ga pač imamo. Zdaj, okay, ena stvar, ki moramo vedeti, ko govorimo vsaj v Sloveniji o državnih ali družbenih medijih, govorimo tukaj predvsem o Facebooku, ostali za enkrat, no, pač so relativno zanimivi. Facebook pa je največji medij v Sloveniji, ne? Se pravi, Facebook je večji od televizije, Facebook je učinkovitejši od televizije. Tako da, kar mi radi počnemo, je to, da Facebook ločujemo od klasičnega weba, oziroma pač v bistvu, če tako rečem, web komunikacijo radi razbijemo po nekih panogah, ki jih poznamo iz klasičnega marketinga. Se pravi, govorimo o online oglaševanju, ki je pač v bistvu zelo podobno klasičnemu oglaševanju, ne? Pač ni, neke osnovne zakonitosti so podobne, ne? In pač bolj razmišljamo o tem, kak tip komunikacije hočemo delati. Se pravi, kje rabimo advertising, kje rabimo pač neke druge marketinške programe, promocije, sweepstakes, karkoli takega, kje rabimo neko bolj engaging komunikacijo, tam pač se zanašamo na družbene medije, oziroma državne medije. Tako da, v bistvu moramo, to je en tak velik problem, no, recimo zdaj tudi na Sofi je bilo meni to vedno smešno, ko pač imamo tam kategorije radijski oglasi, TV oglasi, outdoor, print, ne, ki sta itak ista, in potem imamo eno kategorijo, ki je ves digital marketing. To je tako, to je outrageous, to je popolnoma nesprejemljivo, ne, zato ker mi znotraj digital marketinga imamo vse te kategorije, ki jih imamo pač tam, ne, se pravi, imamo advertising, imamo pač neke druge marketinške aktivnosti. Tako da, no, če se vrnem pač k tvojemu vprašanju, ne, se pravi, konkurenca med Facebookom oziroma državnimi mediji in recimo ostalimi, ne vem, če govorimo tukaj o brandingu, če govorimo tukaj o, ne vem, online advertisingu, če govorimo o mobilu, je pač približno enaka kot kjerkoli v marketingu oziroma v, rečemo temu, po oglaševanju, no, če vam je to pač bližje, ne. Se pravi, že spet se pač na podlagi istih kriterijev odločaš. Kot se pač klasični advertiseri odločajo, ali boš na TV, ali boš na billboarde, se pač mi odločamo, ja, mi hočemo tukaj delati nekaj recen engagement, hočemo pač imeti userje v dialogu, hočemo pač dobivati nek feedback, hočemo narediti eno pametno engaging akcijo in bomo šli na državne medije. Če pa govorimo o tem, da delamo klasičen brand building, kjer hočemo ljudem v glavo ubijati nek message, potem pa bomo delali advertising. Toliko pa delamo kombinacijo bolj. Z advertisingom promoviramo neke engagement akcije, ki se potem odvijajo naprej na državnih medijih. Tako da je pač vedno zelo odvisno od komunikacijskega plana, ne, oziroma pač ciljev, ki jih želimo dosegati. Pomembno je eno, da se zavedamo, da so to pač neki marketinški programi, na kateri lahko gledamo na zelo podoben način, kot gledamo na klasične marketinške programe. Ne, imajo podobne zakonitosti, pri čemer dobro, pa so pač tudi neke velike spremembe, ne, ampak osnovne marketinške zakonitosti pa so pač podobne. Thanks. Eva, odkot v zadnjih letih toliko velika popularnost državnih omrežij? Zakaj so ljudje znoreli šele zadnjih par let? No, kaj gledate? Zdaj to vprašanje, jaz najprej sem tale mečka na outsider, to mislim, da je zdaj po parih minutah že jasno, gledam to, da sem tih. O teh konkretnih praktičnih vidikih naše teme imam bolj malo povedati. Ne. In zdaj sem v dilemi, če se spraviti v neko širšo kontekstualno analizo družbenega stanja, ki je privedlo v to, sem to bi najbolj malo trajal. Zato si mu zbrala en zelo preprost odgovor. Pač win-win omrežje, Facebook je relativno novo. Tako da verjeten je razlog, zakaj zdaj vsi rinejo tja, ne, pač tako zelo preprost, ne, da je enostavno pač se zgodila zmagovita kombinacija tega, da se je recimo temu dominantna forma sodobne subjektivnosti na zahodu, patološki narcis, o katerem upam, da mi uspela še kaj povedati kasneje, srečal svojo hrbtno stranjo kapitalizmom. Facebook je v bistvu na eni strani zadovoljuje te neke želje, potrebo po aplauzu, potrebo po nadzorovanju komunikacije, v bistvu najboljši možen način, kako nadzorujemo vsak aspekt svoje podobne, ki jo damo v svetu. Vsakič, ko greš skozi vrata v tako imenovani resnični svet, si v bistvu bistveno bolj na udaru nekim nepredvidenim situacijam, ne moš imeti čisto vsega glasu postavljega tako, kot si želiš.
Medtem ko na Facebooku, če drugega ne lahko photoshopaš vse fotke, se odtegaš iz neprijetnih in tako naprej. Sprav, ta nadzorovanost je zelo pomemben aspekt patološkega narcisa, ki ima zelo rad, da ima vse pod kontrolo. Ne. Potem je klasična potreba po 15 minutah slave, po aplauzu, ne, ta neka tesnova, ki se je vtakla, nevezana tesnova, recimo, nekaj sodobni subjekt ne ve razloga, zakaj je nesrečen, pa zakaj ni izpolnjen. In jo potem ukinja s poimenovanimi primitivnimi tehnikami pozabi, na katere komod prištejemo tudi Facebook, poleg droga, alkohola, potrošništva, gambljanja in tako naprej. Na drugi strani je pa Facebook zastavljen tako, kot je, in jaz mislim, da gre še dalje bolj v to smer. Odlična platforma za služiti denar. Tako da tukaj sta se zelo fajn poklopila dva aspekta. Na eni strani posameznik, ali pa subjekt, ali pa individu, kako hočemo. Na drugi strani pa pač neka platforma, ki daje možnost zaslužka. Sploh recimo zdaj te kredici, ne vem, kaj se pripravlja vse. To so places, tako naprej. To vse v bistvu nastavljeno za služiti denar, ne zato, da je zelo fajn. Pa se ti zdi to normalen pojav? Ker jaz sem recimo prijatelja, ki, kot si rekla, išče pozornost na Facebooku čist nič povezano s poslom, imam privat, zasebni profil. In on se blazno sekira, ko da post, za katerega je prepričan, da bo požel full lajko in potem ga vsi ignorirajo. To je normalno, da se človek sekira za tega. Seveda, to je ponovno skladno z vsemi nami, se vsi sekirajo. Jaz imam prijatelja, ne kot... Jaz imam tudi kakšne prijatelje. Zdaj upam, da se barva lica mojega ni spremenila, se je. En namig za tega prijatelja, med tednom dopoldne, recimo, se menda več ljudi tam giblje. Zvečer. Se pravi, treba najti rush hour, ko daš pol zgor, sem nesrečen. Možnosti so večje. Najdite me. Gremo raj na posel, da ne bo moja osebnost čist razgaljena tukaj. Darja, kokta, zdaj ne vem, se lahko v istem stavku s kokta omenja tudi Coca-Cola? Kaj pa naj? Tukaj sem jaz pogledal zgodbo kokte na Facebooku, je podobna zgodba, tukaj je bila pri Coca-Coli, da je ustvaril nek fan. Ja, res je. Iz Bosne ali... Res je, ja. Kako se ta zgodba razvila? Ker tako zelo zanimiva, kako ti nekdo drug pripravi dvorišče za žur. Ja, to se mogoče navezuje na prej, ne. Velike zgodbe se potem samo od sebe, kar vsikrat odvijajo naprej, ne. Zdaj, če bi mi, ne vem, če si ti zamisliš, da boš ti štartov z nekim in si zastaviš cilj in potem to vodiš čisto drugače, kako da se stvari samo od sebe razvijajo. Gre pa za to, da je res en koktin fan, da v Bosni iz Goražda, mislim, da je bil, začel fanpage s fanpageom, ki pa je, glede na vse te številne prijatelje iz širnega sveta, več ni bil sposoben odgovarjati na vse ta vprašanja in je čutil nekako dolžnost, da nas kontaktira. Potem je trajalo nekaj časa, da smo pač prevzeli nase, oziroma da smo začeli mi upravljati z to stranjo in zdaj je Facebook, mislim, ta stran, pač nismo šli delati nove, ne, ampak smo jo prevzeli in jo peljemo naprej. Vam je kaj porušil načrte, ne vem, ste imeli vi neko strategijo, kako se pojaviti na družabnih mrežih, potem pa hop, ne vem, koliko je bilo? Ne, ker je v bistvu nas je on prehitel. Mi še tedaj nismo po pravici povedali o Facebooku razmišljali, čisto po pravici je bil pred nami. Ampak... Mislim, da je 27, 28, ne vem točno, ampak je že zgoden je bil, no. Kdaj ste ga pa, kdaj ste sploh stran najdel, da vam je nekdo naredil predigral? Ja, v bistvu smo pač, ne, smo ga našli, ampak v bistvu se je zgodilo naenkrat, ko je ta Facebook manija se začela, ne, smo se začeli mi zanimati zanj in tedaj nam je poslal eno ljubezensko pismo in od tedaj naprej smo potem začeli sodelovati.
Ampak zdaj je pač nam to predal, se je omaknil, ker mislim, res je, da če hočeš, mislim, da če to delaš iz ljubezni, iz hobija, ok, ne, ampak konec koncev, zgleda tudi fant odrasel, no, in to več ni bil tak izziv, pa tudi nam je v bistvu čisto pasalo, da smo začeli za 30,000 vajnih, ki jih je tem času nabral. Mislim, v bistvu je tako, no, koliko da pri vseh stvarih, ki jih delamo vedno, vsaj koliko imam jaz vpliva na to, probamo biti fair in cool in tak, kakva bi naj bila osebnost kokte, ne. In se nam je zdelo fajn, da to zgodbo nekako nadaljujemo, ker je pristna, ne, ker se je samo niklo zdela, ker ni bil to tisti plačan marketing, dajmo, zdaj bomo pa nabulali, ne vem, 100,000, pa bomo v to zgodbo v uspehu, ne. In vse v bistvu za enkrat, kar dobro razvija naprej. Ne vem, če obiskovalci tega fanfare vejo, obstaja celo večja stran kot kokta v Sloveniji, to je masaža, ki ima 280,000 penov in še nekaj dobiže, ki jo je naredil nek maser, pred 2 leti potem pozabil na njo, zdaj jo mislim, da celo prodaja. Ampak pri tem maserju se je zgodilo tisto, kar mnogi pozabijo, ki vidijo samo številko 280,000, oziroma v tem primeru kokta je štartal s 30,000 začetnega kapitala, da ko je ta maser po 2 letih ponovno objavil post, se ni zgodilo nič. Zato, ker je stran 2 leti mirovala in obstaja nek faktor NFO, ki če ti dolgo cajta ne brcaš, tudi potem, ko brcnaš, tega nihče ne vidi. To me zanima, če se pri kokti zgodilo isto, ker je stran dolgo časa bila na nek način zapuščena. Kako je bilo s te fene aktivitete? Ne, ker ta fant, Edin, je na nek način moderiral to stran, pač je svoja mnenja, ne mnenja blagovne znamke, komentiral je nogomet, to mu je bilo, mislim, priljubljeno, pa tudi tako, mislim, kokta je pa imel rad, ne, ni nam delal škode tako daleč. Tako da ta prehod pa je bil mogoče kakšen mesec, tako da sploh ne, po drugi strani pa mogoče se tudi to zdaj strokovnjakom za ples pusti, čudno, ampak kokta imajo ljudje radi, res. In če bomo, v kratkem bomo še imeli dosti več peno, no. Bo kompleks ostalih, ki vas zasleduje, še toliko večji. Hvala. Jasno, ti si že prej pri omembi besede Facebook rekla, posebej Facebook vse. Kakšna je razlika Twitter, Facebook, čist iz perspektive navadnega podjetnika? Ok, vsak razmisel, kje je moj ciljna publika, kaj mu najcenej, kje doseže najhitrejši efekt. Ampak za razliko od Facebooka ima Twitter še zmer v Sloveniji malo zasledovalcev. Kje misliš, da je ta cifra toliko zaostala od zadnje? Kje so sploh razlike, konkretne? Jaz bi najprej vprašala, koliko kot vas tukaj Twitter? Slaba polovica. No, ta share je bistveno boljši, ne, kot je zares za Slovenijo. Ne. Po podatkih projekta CTV ne bi imeli okrog, mislim, da 8500 Twitterašev in pa 650,000 Facebook userov, če gledamo vse, to tiste nad 18, drugač nekim manj. Ne. Jaz sem enkrat prebrala, ko je bil en članek v enem hrvaškem časopisu, pa sem pozabila, kjer o Twitterju, o Twitteraših, ne, je eden rekel, in to sem potem še večkrat prebrala tudi tukaj, ne, tako da se nekako verjeti, ne. Na Facebooku so ljudje, s katerimi si hodil v šolo, na Twitterju so pa tisti, s katerimi bi si želel, da bi hodil v šolo. In v bistvu vse tisti, ki tweetate, no, boste to mogoče še toliko bolj razumeli, ne. Gre za to, ta dva mnenja sta res precej drugačna, ne, pač skupno imate to, da tweetaš, ne, oziroma postaš statuse, da je relativno podobno, razen da so na Twitterju omejene na tistih 140 znakov, ampak sicer sta pa medija precej drugačna, ne. Facebook je tudi bistveno bolj intuitiven, slikce vidimo, lajkamo in tako naprej, pa cikup nekih takih featurev, ki jih Twitter nima. Medtem, ker na Twitterju se pa bistveno več pogovarjamo z neznancem, ne? Bistveno več ljudi na novo spoznaš, ki jih potem
nesali v nekem geeky modu, ampak tudi kasneje, mislim, danes spoznali enega Twitteraša, s katerim se že followa in podobno. Predvsem gre za pogovor, za networking, tako kot recimo danes, ko smo tukaj, v bistvu tudi networkam ali pa tisti, ki ste malo prej prišli, ste verjetno tudi koga novega spoznali, se kaj novega naučili in tako. In na Twitterju je zelo podobno. Na Twitterju razlika med njima, čisto taka tehnična, ki pa v bistvu pomeni tudi vsebinsko, je tudi to, da na Facebooku jaz nekoga moram potrditi, da pač sva, mi da so od včeraj prijatelja. Medtem ko na Twitterju si lahko slediš brez kakršnihkoli potrditev, razen seveda, če ima nekdo zaklenjen profil, ampak tisti, ki twitterjo imajo zaklenjen profil, pač verjetno ne razumejo medija, ker tam ni point v tem, da se ne upaš razgajati, ampak ravno želiš komunicirati. To je približno tako, kot bi jaz zdaj sem prišla, ali pa bi bila pač med udeleženci, pa ne bi nič govorila. To nekako ne gre. Če sem se prišla družiti, potem verjetno hočem kaj povedati, ne sam poslušati in srkati. V poslovne namene, kjer je pa zgodba seveda nekoliko drugačna, je pa zelo odvisno od tega, s čim se podjetje ukvarja, kakšni so poslovni cilji, kakšni so komunikacijski cilji in na podlagi tega se potem odločamo, ali recimo tudi pri nas na naročniku svetujemo, da se vključi tudi na Twitter ali ne. Absolutno ni primeren za vse in tisti, ki se tega lotijo resno, ki nimajo časa, energije, so se pripravljeni naučiti, kako so to delo, oziroma mogoče že posameznik zna, pač to ni za njih. Če ste recimo Simobil, pa mislim, da ali pa podobno podjetje, ali pa Krapovič, ali pa kakšno tako podjetje, ki ima veliko privržencev tudi na Twitterju, ki komunicira mogoče z mladimi, ki je že uveljavljeno, čeprav to ni nujno pogoj, lahko tudi eno, recimo tudi to način, kako se uveljaviš, recimo na tak način sem jaz poznala Big Deal, pa je teh podobnih grupov klonov kar nekaj v Sloveniji, pa mi je ravno zaradi Twitter komunikacije lahko rečem, da mi je absolutno najljubši Big Deal. Tako da tudi recimo taka mehna podjetja, ki nimajo ne vem kakšnih budžetov in tako naprej, lahko tudi na Twitterju ga lahko koristno uporabijo. Sta pa precej različna tudi o tem, kaj tam lahko počneš na vseh teh, ne vem, raznih aplikacij in tega, kar imamo na Facebooku, da ne moraš oglaševati, ne moraš in podobno. Tisti, ki pa Twitter in pa tudi Facebook statuse za njihovo oglaševanje uporabljajo pa za prodajne aktivnosti, pa razen, če je to res mehen segment tega, kar počnejo, pač enostavno ne razumejo medijev in običajno tudi userji in pač odziv userjev je temu primerno. Hvala. Eva, imam prijatelj, ki noče biti na družabnih omrežjih, je čuden? Ne, zdaj po mojem ne mora več drugega, če hoče biti še cool. Zamudil je vlak. Pred 3-4 leti si pa, kdaj se ta veliki boom Facebook recimo, tako nekako zgodil, so se opirali tisti, ki so bili, ne vem, tisti, ki najprej tudi, ne vem, 10 let nazaj niso hoteli imeti mobitela, recimo, zdaj pa niso hoteli imeti Facebooka, pa nekaj kaj, in ko so zamudili ta vlak, mislim, zdaj, če hoče furati to pozo še naprej, si težko prvoščil, zdaj pa pride, mislim, a si predstavljaš, da ta prijatelj zdaj pride na Facebook. Malo jih hecam, če ni star 13, ali koliko je meja. 13. Zdi se mi pa, da je tukaj odzadnji še ena taka osebnostna ali pa, ne vem, kakorkoli poteza, relativno zanimiva, ki bi jaz rekel en tak strah pred tem, a se bo tam sploh znajdel. A bo sploh znal uporabljati te zadeve, a se bo znal vključiti, a mu bo res to v redu in tako naprej. Odlaša, pa enostavno je že prepozno. Tako da, jaz mislim, zdaj verjetno obstajajo tudi ljudje, ki iz drugih razlogov niso, ne bi radi zdaj tukaj žalili vse povprek ali pa kakorkoli, ampak če bi hodila en tak prevladujoč razlog izpostaviti, bi rekla, da je to. Da se enostavno zdaj jim zdi, kaj če zdaj še sploh brcati. Vsi ta veliki, vsi prijatelji so že razdeljeni, če bo to lahko reči. Torta je že razdeljena, več ni ostalo. Recimo. Pa misliš, seveda obstajajo podatki, kakšne so strukture ljudi na Facebooku in ostalih socialnih družabnih omrežjih. A misliš, da še velja nek klišej, da so na družabnih omrežjih res samo mladi? Ja, kolikor jaz poznam teh podatkov, je najhitreje rastoča demografska skupina na Facebooku so baby boomeri. Se pravi, ljudje, ki so naši starši, naši prefoksi, naši šefi, tako naprej. Kar ima zanimive implikacije, če lahko
spremenim to vprašanje. Mularija, ki je tam odprej in ki pač medij pozna, vlada z njim vsakodnevno interekta, zdaj kar naenkrat v bistvu soočena s tem, da so pa zdaj vse sosede, pa mamine prijateljice, pa Foxi, pa vsi so zdaj kar tam. Zgodil se je še en zanimiv obrat. V tako imenovanih tradicionalnih časih je nekako vedno iniciacija komunikacije morala priti od zgoraj. Nadrejeni ali pa tisti, ki je imel višji statusni položaj ali pa starejši ali pa kakorkoli ti je moral dati roko pa reči, tikiva se ali pa kakorkoli. Na Facebooku se pa to obrni. Dejansko mi dodamo svoje Foxe, svoje šefe. Naprej se tako čisto prostovoljno ponudimo, je tak zanimiv nadzor. Zato, ker smo cool, ker smo frendi, z ne vem kom. Lepo prostovoljno tam se pustimo dobiti na eno tako neumno foro, kot je, da prijavimo dopust, pa smo oči zares šli na en koncert. Tako da mislim, da se tudi raba Facebooka korenito spreminja ravno zaradi tega vstopa te generacije. Mogoče pri nas še ni toliko očitno, čeprav recimo meni osebno, jaz vsak dan, ne vem, ko dobi kakšne requeste, dejansko so zdaj se že vse one sosede mamine generacije, so se že tako pofočkale. Zdaj spet nek nam ni dirka napreden uporabnik, ampak nek uporabnik, od katerega se pričakuje, da ve, kaj tam počne, ima seveda lahko nastavljene skupine zasebnosti in tako naprej in upravlja s tem čisto svobodno, ampak roko na srce, večina pa največ vse ne uporablja tega. In tako smo kar vstopamo v neke te prijateljske odnose, kar z vsemi, kar z vsemi, ki mogoče tudi ni dobro, da vidijo čisto vse naše fotke in tako naprej, pa ne da bi hotel kakšno paranojo tega zganjati, sploh ne. Samo zelo zanimivo se mi zdi, kako neškodljivo dojemamo vse stvari, ki niso, ne vem, avto, kot da bi potonali, tako čisto v tem realnem fizičnem svetu. So pa že tudi čisto konkretne posledice teh odločitev, pač po svetu vsake toliko časa izbruhne kakšna afera, kakšen zanimiv primer, kako je nekdo zgubil službo, kako nekdo ni zgubil službe, kako so našli kakšnega kriminalca, ki je, ne vem, postno, da tam zdaj pa ropna, ko se še Foursquare pomožno. Ampak zanimivo, mislim, meni je zanimivo to, kako drugače jemljamo vse, kar ni fizično prijemljivo, in seveda družbeni mediji so ena taka stvar. Ne bi hotela biti sploh kakšna tradicionalistka, ki se, ne vem, krčevito opira ali pa karkoli, sploh ne. Samo mečkaj soli v glavi, pa tudi tukaj ne škodi najbolj.